Drage gledalke, spoštovani gledalci televizije Exodus, dragi bratje in sestre. Včeraj smo se posvetili drugemu in tretjemu pravilu razločevanja duhov, ki veljajo bolj za drugi teden ignacijanskih duhovnih vaj. Rečeno je bilo, da samo Bog lahko da duši tolažbo brez predhodnega vzroka. Kaj pomeni predhodni vzrok? Da se z razumom in voljo ne prizadevamo za dosego tolažbe oziroma ne storimo nič posebnega, da bi jo dosegli. Po predhodnem vzroku lahko dušo tolaži tako dober kot hudobni angel, vendar z nasprotnim namenom. Dobri, da bi človek napredoval od dobrega k boljšemu, slabi, da človeka spelje na stran pota. Danes se bomo posvetili četrtemu in petemu pravilu. Četrto pravilo. Za hudega duha je značilno, da se dela angela luči, da vstopa ponižno v dušo, a izstopa tak, kot je. Se pravi, navaja namreč na dobre in svete misli, ki se ujemajo s tako pravično dušo. Nato pa skuša počasi priti na svoje in zavaja dušo v svoje prikrite prevare in zlobne namene. Duhovne vaje, točka 332. To pravilo nam govori o tem, kako je s tistim, ki napreduje vznemo v duhovnem življenju. Pri takem se sovražnik preobleče v angela luči, da bi ga mogel speljati, kot pravi apostol Pavel. Nekdo je prepričan, da ima vzvišene misli. V resnici niso to nič drugega kot zlobne. Doživlja pomembna razodetja, celo za odrešenje sveta, a v resnici te niso nič drugega kot preproste neumnosti. Okuša nepopisna občutja, v resnici gre za podlosti. Čuti veliko gorečnost do Boga, v resnici pa ni nič drugega kot zamera človeku. Prepričan je, da dela kaj dobrega, mogoče celo najboljšega, a dela kaj slabega ali celo zelo slabega. Svet je poln zaslepljenih ljudi in iluzionistov, pravi Silvano Fausti. Korenino vsake prevare je samoljubje. Pri nekaterih se to kaže v iskanju lastnih interesov, užitkov in svetnih časti, pri drugih se preobleče v hinavščino, v iskanje duhovnih interesov, duhovnih užitkov in duhovnih priznanj. Vzroki za samoljubje so mnogi. Prevare imajo vedno videz dobrega. In najbolj pogumne so tiste, ki so storjene pod vidikom dobrega, predvsem zaradi trdnega prepričanja, da si na pravi poti. Tvoj namen je lahko dober, stvar, ki jo želiš narediti, odlična, toda če so v času dogajanja vstopila v igro manj lepa občutja, na primer napuh, jeza, oblastnost, nečiste želje, ali da je končni rezultat pomanjkanje veselja in miru, bodi prepričan, da to ni od Boga, ampak od sovražnika. Potrebno je videti, kje in kako se je urinil nasprotnik človeške narave. Primerov na tem področju je mnogo, pravi Fausti. V imenu dobrega ali boljšega se delijo skupnosti in se ločuje v družinah. Že od nekdaj je to najbolj škodilo cerkvi in vodilo v stranke, krivoverstva, delitve in boje. Ljudje pademo v te in mnoge druge skušnjave in to vedno v imenu Boga in Kristusa. Pri tem pa pozabljamo njegovo držo križa. Že večkrat smo slišali rek, pot v pekel
je tlakovana z dobrimi nameni. To, kar je Jezus zavrnil, mi uporabljamo kot prednost ali celo kot Božjo milost. Drevo se spozna po sadovih, pravi Jezus. Stvar, ki izgleda na zunaj dobra, pa ti vzame ljubezen, veselje in mir, ni od Gospoda, ali vsaj ne v celoti. 5. pravilo. Zelo moramo biti pozorni na razplet misli. Če so začetek, sredina in konec povsem dobri in merijo na nekaj čisto dobrega, je to znamenje dobrega angela. Toda, če se razvoj misli, ki se zbujajo, sprevrže v nekaj slabega, ali kar raztresa duha, ali kar je manj dobro od tistega, kar je duša prej sklenila storiti, ali če dušo to slabi, vznemirja in moti, ko jemlje mir, notranji molk in zbranost, je to jasno znamenje, da prihajajo te misli od hudega duha, sovražnika našega napredka in večnega zveličanja. Duhovne vaje, točka 333. To pravilo bolje osvetli prejšnje. Pove dve stvari, ki se med seboj dopolnjujeta. Božje dejanje je v celoti dobro od začetka do konca. Bonum ex integra causa. Če je nekaj, kar je manj dobrega, je na delu sovražnik. Malum ex quo cum quae defectu. Pravilo se nanaša na misli in čustva, ne na dejanja. Jasno je, da ne moreš storiti ničesar slabega, zato da bi mu sledilo kaj dobrega. Cilj ne upravičuje sredstev. Ne moreš storiti oziroma širiti Božjega kraljestva s sovražnikimi sredstvi. Ne moreš doseči uboštva z bogatstvom, ponižnosti z ošabnostjo, ljubezni s pohotnostjo, svobode s prisilo, resnice z lažjo, miru z vojno. Čeprav se ta imenuje sveta, razloži Silvano Fausti. Dobro je biti pozoren na svoje čutenje. Če je dobro na začetku, v sredini in na koncu, v dobrem mora biti vse od istega duha, ki je Božji. Z drugimi besedami, doživljati moraš mir, ljubezen, veselje, potrpežljivost, dobrotljivost, blagost, zvestobo in svobodo. Če manjka samo ena od teh stvari, je znamenje, da ne gre samo za črvička v sadežu, ampak za luknjo v gumi. Čisto je prazna in ni uporabna. Taka misel ni od Boga. Da nekaj ni v redu, spoznaš po njenem padajočem toku. Od začetka je dobra, potem manj dobra, nato prazna, raztresena in te vznemirja. Nazadnje postane slaba. Ne sprejmi take misli, zavrni jo. Potrebno je vedeti, da se v dobro vedno meša tudi slabo. Bodisi na ravni misli ali dejanj. Če pomagaš starejši osebi prečkati cesto, ne pusti je na sredi ceste. Če te prešine ošabna misel, kako si dober človek. Če bi osebo pustil sredi ceste, bi jo lahko zbil avto. Ko delaš kaj dobrega, torej tega ne opusti, če začutiš kaj slabega, pač pa očisti svoj namen. Potrebno je delati stvari iz ljubezni in ne iz egoizma, slaboljubja, samoljubja. Achille Gagliardi, italijanski jezuit, v svojih duhovnih spisih navaja zgovoren primer, kako deluje hudi duh. Hudobec pripravi žensko, da poišče za svojo duhovno rast duhovnega spremljevalca. Vse se začne s čistim namenom. Redno se srečujeta za duhovne pogovore. Rodi se iskren, zaupen, duhoven odnos. Kasneje
se začneta dobivati vse pogosteje. Odnos ni več samo duhoven, ampak pomešan človeško medsebojno naklonjenostjo. Začne se s pomanjkanjem pazljivosti v dejanju, ko so sama po sebi lahko nedolžna. Imajo po sebi moč prebuditi poželenje. Nadaljuje se z lažnimi, nečistimi oziroma z lažjimi, nečistimi dejanji, dokler ne pride do greha. Na enak način zavaja sovražnik v mnoge druge grehe. Okoli duhovnih ljudi včasih nastane krog pobožnih žena, pogosto neporočenih, z bolj ali manj vzvišenimi čustvi, kar pa ni lepo videti, nepametno voditi, opozarja Silvano Fausti. Gagliardi ima žensko za skušnjavko, vendar se primer lahko aplicira tudi na moškega. Včasih duhovniki z velikimi odlikami in vnemo v Gospodovem vinogradu navežejo nase nekaj nevednežev in nazadnje postanejo gospodarji njihove vere. Vsem zahtevajo pokorščino, misliti, moliti, govoriti, živeti morajo tako, kot je njim všeč, ali pa tvegajo izključitev in nevarnost pogubljenja. Danes se tovrstnim držam reče manipulacija in duhovna zloraba. Toda ali je to všeč Bogu, ki je ustvaril vsakega človeka drugačnega in svobodnega? Koliko spovednikov v dobri veri trpinči vernike in jih oddaljujejo od duhovne izkušnje, ko jim hočejo vsiliti načela, ki so sama po sebi pravilna, ampak brez razločevanja. Kaj bi bilo v danem trenutku najbolj primerno za njihovo pot? Koliko znanjevalcev v dobri veri predstavi evangelij kot zelo zahteven zakon, namesto kot najlepši božji dar, in s tem vzamejo moč evangeliju. Podobne primere bi lahko naštevali v nedogled. Možnost te naše neumnosti so neskončne, tako kot je neskončna božja modrost, po čigar podobi smo ustvarjeni, zaključi Silvano Fausti. Srečno!